Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Govoriti o veri in znanosti si lahko predstavljamo, da je zelo kočljivo, glede na to, da je to tema, o kateri je napisano nešteto knjig, saj je ta tema v evropski kulturi, v evropski znanosti, v evropski teologiji aktualna, lahko rečemo, zelo aktualna še vedno zadnjih 200-300 let. Kaj še lahko danes sploh o tej stvari rečemo? Verjetno pričakujete od mene predvsem, kot nadškofa, da bom govoril o veri in da bodo drugi, ki so znanstveniki po svojem poklicu, predstavili predvsem znanost. Vendar tudi jaz o veri, vendar samo z nekega določenega vidika o veri, kolikor se pač nanaša tudi na znanost, oziroma kolikor se odpira znanosti, v njenem odnosu do znanosti. Gre seveda, ko govorim o veri, za krščansko vero. Vse poznamo vsi tista 3 znamenitova Kantova vprašanja, kaj moram vedeti, kaj moram sem dolžan narediti, storiti in tretjič, kaj smem upati. In v to tretjo kategorijo naših vprašanj se umešča naša vera. Vernost, vera, ni teologija, mislim, da treba to najprej poudariti. Dostikrat zamenjujemo vero z njenim teoretičnim vidikom. Človekova vernost torej ni samo teoretična misel, ampak zajema celotnega človeka. Zato lahko rečemo, da je vera drža. Mislim, da je to tisti izraz, ker beseda drža vključuje ne samo naše vedenje, ampak tudi naše hotenje, našo voljo, naša čustva, celotnega človeka v svoji celotno osebnost, v svoji nedeljivi edinosti. To je eksistencialna drža, ki pa se potem seveda na različnih področjih življenja tudi temu ustrezno izraža. Človek se ne more odpovedati svojemu razumu, svoji želji, svoji potrebi po vedenju, po ozaveščenosti, in tu se potem umešča teologija kot fides querens intellectum, kot je sveti Anselm to opredelil v srednjem veku, v 12. stoletju. Se pravi, kot vera, ki išče svojo razumnost. Naravne delovanja se vernost izraža predvsem v svoji lastni morali in etiki. Vera oblikuje človeške odnose, sestavlja poseben odnos do soverujočih, do skupnosti ljudi v cerkvi, vera je občestva. In potem seveda tudi v svojem posebnem odnosu do Boga naravnost neposredno v individualni molitvi in skupinskem obredju. Na ravni doživljanja lepega in ustvarjanja lepega na ravni umetnosti in splošne kulture. Da je vernost, da je religioznost prakulturni pojav, to je zopet posebno področje, ki ga tukaj ne bi odpiral, bilo pa zanimivo. Tudi intenzivnost vere, verske drže je lahko zelo različna. Če povzamem tisto znano delitev po Jozefu Ratzingerju, v njegovi knjigi Uvod v krščanstvo razlikujemo 3 stopnje vere. Verujem, da nekaj je, se pravi nekaj onstran tega, kar lahko utipam, kar lahko čuti zaznam. To je tista najbolj splošna vera, ko ljudje rečejo, a saj nekaj mora biti. Druga stopnja vera je verovanje v Boga, v pravem in polnem pomenu besede, se pravi odnos do nekoga, za katerega domnevam, da je, ali pa verujem, da je in ga naslavljam z ti.
Potem pa je tretja stopnja vere, kar je še posebej krščanska vera, ker ne gre toliko za to, da jaz skušam dognati, kdo bi bil tisti najvišji poslednji in se dokopati do odnosa do njega, ampak sprejemam odnos, ki mi ga ponujam, se pravi ne samo, da verujem v Boga, ampak verujem Bogu, ki se mi sam razodeva. Vrhunsko razodetje v Jezusu Kristusu. Ko gre za judovstvo in krščanstvo, je treba posebej poudariti, še posebej, ko gre za to perspektivo, za perspektivo vprašanj odnosov med vero in znanostjo, da je judovstvo in krščanstvo, predvsem, da je to zgodovinska religija. Se pravi, vera, ki ne počiva, ki se ne napaja iz opazovanja narave in raznih njenih značilnosti, kar sicer ne podcenjujemo, vendar je to zgodovinska religija, se pravi religija, ki izrazito počiva na zgodovinskih dogodkih, ki so se zgodili ne tako kot v mitologiji, nekoč na začetku časov, ampak v čisto določenih zgodovinskih trenutkih kot posledica posebnega božjega odrešenskega posega v zgodovino človeštva. Gre za to, da so ti dogodki, o katerih se lahko pričuje, to so dogodki popolnoma svobodnega in nepredvidljivega božjega posega, ki ga ni mogoče deducirati, predvideti, ki vedno preseneča, ki celo močno preseneča, tako preseneča, da povzroča škandale in pohujšanje, če pomislimo samo na Jezusov pojav. To je značilnost, ta nepredvidljivost in pa presenetljivost krščanskega razodetja, predvsem, ko gre za Jezusa Kristusa. Kljub temu pa je značilno zopet za krščansko vero, da se ni nikoli, ali pa vsaj se od vsega začetka, se ni zapirala samo vase, v svojo pripoved, ampak je vedno verjela, da je to res. To, ko smo prej slišali v geslu nocojšnjega večera, resničnost, gre za vprašanje resnice, ki je od Svetega pisma naprej, v samem pismu že, pa tudi če je semitski in judovski pojem resnice bogatejši kot naš, je vendar šlo vedno za to, ali je to res ali ni res. Se pravi, za isto vprašanje, kot se ga zastavlja tudi znanost ali človekova potreba po vedenju. Od 2. stoletja naprej z aleksandrijskimi cerkvenimi očeti stopa krščanstvo v dialog s takratno pogansko kulturo, predvsem s pogansko filozofijo, zopet na temelju vprašanja, kaj je res in kaj ni res. In krščanstvo, še posebej katolištvo, se temu vprašanju ni nikoli odpovedalo. V srednjem veku že se pojavlja teorija o dveh resnicah, ali o več, to, kar je danes moderno, o več resnicah. V Parizu v času Tomaža Akvinskega je bil neki Sigurd Brabantski, ki je učil teorijo o dveh resnicah, znanstveni in teološki, verski, in je seveda ta teorija bila zavržena. V novem veku pa prihaja do znanih napetosti med znanostjo in vero, ki se poraja predvsem, ali pa ki nastaja predvsem iz racionalizma. Racionalizem na svojem začetku ni bil ateističen. Voltaire, vsi drugi niso bili ateisti. Bili pa so proti vsaki ideji razodetja Boga, proti izročilu in proti vsaki religiozni avtoriteti, ki bi na tem razodetju počivala, temeljila. Kar nam je dano razumeti in verovati z razodetjem,
so racionalistični misleci menili odkriti in preveriti zgolj s svojim razumom in to tudi potrditi. Človekov razum je postal edino in izključujoče merilo vse resnice in to tudi v primeru, da gre za razodetje Boga samega. Človek je torej verjel, da lahko razume tudi Boga in da tisto, česar ne more razumeti ali samo odkriti, tudi ne more biti med najbolj značilne pojave te filozofske precenjenosti človeškega razuma, lahko štejemo Heglovo trditev, da njegova logika podaja misli, ki jih je mislil Bog, preden je ustvaril svet. Nič manj kot to. In tako, kakor imamo zelo zanimivo sporednico med politično filozofijo in, lahko rečemo, to racionalistično teologijo. V politični filozofiji prihaja do rojstva moderne države, ki izhaja iz pojma človekovega dostojanstva in kjer se je osnovno vprašanje, kako utemeljiti oblast nad ljudmi, da bodo v tej državi ljudje ohranili svoje dostojanstvo. Da je torej oblast kot avtoriteta nad drugimi ne bo razčlovečevala v njihovem svobodnem bivanju, v njihovem človekovem dostojanstvu. In kako to doseči? Samo z racionalnimi zakoni. Kajti to, kar je razumno, razumsko, in če je zakon razumski, in če je v službi človekove pravičnosti in svobode, potem mu lahko svobodno na ta zakon pristanem in potem v pokorščini temu zakonu nisem razčlovečen. Ta pokorščina ni v nasprotju s mojo svobodo, ker lahko samo razumno uvidim, da je tako dobro, da je tako res in da je tako prav. In na ta način obstaja država z vsemi svojimi avtoritetami in vendar hkrati tudi človekovo dostojanstvo je v tem ohranjeno. To je smisel demokratične države. Sodobna demokratična država je nastala na osnovi etičnih vrednot. Človekovo dostojanstvo je temeljna etična vrednota in to je podlaga moderne demokratične države. Tega ne smemo nikoli pozabiti, ker na ta način dobiva etika, predvsem etika, ki sloni na človekovem dostojanstvu, svoje mesto, svoje trajno mesto v sodobni demokratični državi in se moramo na to tudi sklicevati. In s to isto logiko se potem seveda racionalizem tudi v teologiji obrača torej skuša vzpostaviti neko novo civilno religijo, civilno vero, ki bi imela dve dogmi, obstoj Boga in pa obstoj nesmrtnosti duše, se pravi stara zaveza pa nova zaveza, tako so si pač racionalisti zamišljali, civilna religija, ki bi bila obvezna za vse državljane, kajti še francoska revolucija je bila prepričana, da ni mogoče imeti države, kjer ne bi ljudje verovali v obstoj Boga, najvišjega bitja in pa nesmrtnost duše. Zato so tudi francoski revolucionarji izglasovali v svojem revolucijskem dekretu, bi bilo zanimivo po njemu časa, kako je Robespierre utemeljeval leta, mislim, da 1796 to v francoski ustavodajni revolucionarni skupščini. Ta racionalizem pa potem pride v hudo krizo samega sebe na začetku 20. stoletja oziroma sredi 20. stoletja, ko se naenkrat človeški razum počuti v svojem prizadevanju zelo omejenega, ker pač vse utemeljuje na svoji lastni razvidnosti, se mu polje njegovega legitimnega uveljavljanja močno oži in se mu na koncu zoži v sodobnem pozitivizmu, empirizmu. Najbolj klasična opredelitev empirizma je mogoče stavek Davida Humea, ko pravi, da je človeški razum sužen strasti in mora to tudi ostati. Torej, to ni več gospodar, ki vsemu ukazuje, ampak je sužen strasti, se pravi iracionalnih sil v človeku, ki samo pač tem iracionalnim temeljnim teženjem pomaga, da pridejo na svoj račun, na svoj cilj, samega cilja pa razum ne more več opredeljevati. S tem pride seveda ta racionalizem v svojo krizo, v sodobni miselnosti, ki se kaže torej najprej
v zoženju razuma na področju znanosti, na področju uveljavljanja, predvsem na instrumentalni razum, se pravi tisti, ki določa cilje, kako bomo nekaj dosegli, samega cilja pa ni mogoče racionalno opredeliti, ampak je stvar iracionalne opcije, se pravi vse opcije so možne, vse je enako prav. Pridemo torej do tega libertarističnega moralnega relativizma, ker ni več mogoče racionalno razpravljati, kaj je prav in kaj ni prav, vsak ima po svoje prav, to, kar je seveda zelo sodobno pri nas, in tudi vpliva seveda zelo močno na pojmovanje, samo pojmovanje šole, njenega izobraževanja in vzgoje. In potem končno v sami demokratični državniški teoriji in državniški praksi pa pride do enačenja strpnosti z skepticizmom. Danes imate nemalo, tudi celo na ravni Združenih narodov, teorij, ki pravijo, da je demokratičen samo tisti človek, ki je skeptik, ki dopušča, da se na koncu koncev ne ve, kaj je res in kaj je prav. In da ima vsak po svoje prav, da je lahko samo tak človek demokratični državljan. In da je treba zato tudi demokratične državljane za to vzgajati. Problematičnost teh trditev je seveda na dlani, mimogrede samo lahko rečem, Jezus je bil prav gotovo zelo strpen, se pravi, beseda strpnost sploh ni primerna, ampak je bil nekdo, ki je spoštoval vsakega človeka in vendar je zelo jasno vedel, kaj je res in kaj je prav. Iz te dolge zgodovine odnosov med krščanskim verovanjem v razodetega Boga in razumskim vedenjem, imamo štiri posledice, pa štiri temeljne spoznanja. Razumnost verovanja je zahteva človekovega dostojanstva in tej zahtevi se veren človek nima pravice odpovedati. Je pa treba razlikovati med razumnostjo in pa razumskostjo. Krščanska vera ni razumska, zato ker si je nismo mi izmislili, zaradi tega pa ni nerazumna, se pravi smiselna in globoko povedna. Drugič, vera ni krik, se pravi eno spontano, nerazložljivo, neracionalno oglašanje, ampak je predmet občestvene komunikacije, posredovanja drugim, ki predpostavlja razumnost teh verskih povedi, da lahko drugi razumejo. Tretjič, če je znanost vedno bolj podlaga sodobnega tehnološkega obvladovanja, potem še bolj izstopa dejstvo, da bistvo krščanskega verovanja ni magično obvladovanje in podrejanje božanskih moči sebi, temveč mistično češčenje poslednje skrivnosti in razlastitev samega sebe v ljubezni. Vera in znanost, končno četrti, se nanašata na dve področji, ki se ne pokrivata. Bog je onstran sveta pojavov, če je Bog. In je od stvari drugačen, kako so stvari drugačne med seboj. Se pravi, da odnosov med stvarnostmi v tem svetu ne kaže prenašati, nekritično prenašati v odnos med Bogom in svetom. To, kar mi največkrat počnemo in zaradi česa največkrat prihaja tudi do kratkih stikov med vernostjo, pa teologijo in znanostjo. Sodobna fenologija je močno poudarila spoznanje, da ima vsako področje stvarnosti svoj način dojemanja in zato mora imeti tudi versko področje, se pravi božanski svet, svet Boga, tudi svoj način dojemanja, ki je lahko samo analogen našemu dojemanju drugih stvarnosti, ki pa predvsem doseže svoj vrhunec v medsebojnem spoštovanju in dojemanju poslednje nesebičnosti, obdarovanosti in zastojnskosti ljubezni. Hvala lepa.